Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Luka Pečar Pahor, neuradni prvi slovenski sin, saj on je sin predsednika države Boruta Pahorja, ima politične ambicije. Pred nekaj dnevi je postal član predsedstva Mladega foruma socialnih demokratov, toda ciljev naj bi še više, menda na ustanovitev svoje stranke. Sicer pa je študent na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Mi pa bomo danes za vas komentirali v prvem delu oddaje torkovo razpravo v Evropskem parlamentu o aferi Iran-NLB-Gate, v drugem delu oddaje nedavne volitve v državni svet, na koncu oddaje pa se bomo vprašali, zakaj je Bora Đorđević, srbski četniški vodja, pri nas uradno zaželjen, hrvaški domoljub Marko Perković Thompson pa ne. Z menoj sta dva naša stalna komentatorja, Bernard Brščič in Sebastian Retič. Bernard, Sebastian, lepo pozdravljena. Dober večer. Zdaj za začetek oddaje okoli torkove razprave o Iran-Gateu v Evropskem parlamentu bi jaz predlagal, da pogledamo dva videa. Na prvem videu bo Anže Logar, ki je slovenski poslanec in predsednik parlamentarne komisije, preiskovalne komisije, ki je preiskovala pranje denarja v slovenskih državnih bankah. V drugem videu pa bo novinar Borut Mekina, novinar Mladine Borut Mekina. No, poglejmo zdaj najprej del nastopa Anžeta Logarja v Bruslju. Največ sredstev je bilo nakazano v Nemčijo. Drugače izstopajo še Italija, tudi v Veliko Britanijo so bile nakazana sredstva. Francija recimo. Zanimivo je, da so posamezniki, ki so prejeli denar, recimo kasneje bili izgnani iz tiste države zaradi kršitev oziroma drugih razlogov, varnostnih razlogov in tako naprej. Ko je zaradi tujih pritiskov Nova Ljubljanska banka bila prisiljena zapreti ta račun, je potem Irač Farrokhzadeh prenesel svoje poslovanje preko ene od ruskih bank. Se je pač preselil bolj na sever. Je po zadnjem času, torej v zaključku dela poslovanja, vedno več zavrnitev bilo, tako da so banke zavračale vsa nakazila oziroma večino nakazil, ki so jih prijele. No, to je bil Anže Logar, zdaj pogledamo pa še nastop novinarja Mladine Boruta Mekine. We tried to understand what was really happening, and the most logical explanation is that because big European banks were sanctioned by the US and because US changed the interpretation of their laws in 2008 and started extraterritorially imposing the sanctions, many Iranians moved to the banks that were smaller, and then they were making transactions from these smaller banks to the bigger banks. Zdaj jaz upam, da večina, pa skoraj da vsi naše gledalke pa gledalci razumejo dovolj angleško, da smo razumeli, kaj je povedal med drugim gospod Borut Mekina, tako da meni tega verjetno res ni zdaj potrebno tukaj prevajati. Dožal sem še eno pojasnilo, to je bilo zaslišanje pred posebnim komitejem Evropskega parlamenta, gre za komitej, ki preiskuje pranje denarja. Ampak zanimivo vprašanje se tukaj postavlja recimo pri izbiri teh dveh sogovornikov. Na eni strani je bil tukaj poslanec SDS Anže Logar, kot predsednik parlamentarne komisije, preiskovalne v Ljubljani, na drugi strani pa novinar Borut Mekina. Kako vidva, zdaj Bernard in pa Sebastian, gledata na ta, kako bi rekel, različni izbor ljudi, ki jih je Slovenija poslala v Bruselj na to debato? Mislim, da je gospod Logar bil prava izbira, glede na to, da je njegova komisija odkrila in pravzaprav skoraj da, kot razumem, soglasno z vseh političnih strank podprla to poročilo o tem škandalu stoletja, ki kaže na popolno skorumpiranost Nove Ljubljanske banke, ki ni sistemska, ampak sistemsko skorumpirana banka. Po drugi strani je pa gospod Mekina, ko ga pogledaš, se ti prikrade nasmešek na obraz. Človek bi mislil, da bo pojasnjeval, kaj o lastništvu njegovega časopisa in povezanih oseb v KB 1909 in z ekstrakcijo oziroma ekstorcijo denarja iz slovenskega javnega zdravstva. Poslali so ga tja, da bi pacificiral oziroma omilil učinke tega poročila oziroma pričanja gospoda Logarja. Domnevam, da si nihče spodoben strani tranzicijske levice ni upal zastaviti imena in braniti
poziciji tega korupcijskega škandala in so potem primorali tega nesrečnega možakarja Mekino, da je pričal v prid temu pranju denarja. Sebastian, imaš ti še kaj tukaj se dodati? Sicer bi tudi jaz nekaj pokomentiral. No, popolnoma se strinjam z Bernardom. Torej, izbira gospoda Logarja je seveda razumljiva in logična. V končni fazi je tudi najbolj zaslužen za to, da se je ta afera sploh razkrila. Ni mi pa jasna vloga gospoda Mekine. Tle bi pritegnil k temu, kar je rekel Bernard. Verjamem, da nihče od slovenske politike seveda ni želel blatiti svojega imena s tem, da bi tako afero branil v Evropi. Mogoče bi lahko poslali koga od organov pregona ali koga drugega, ki bi bil predstavnik države in bi razložil, kaj se je dogajalo oziroma zakaj se mogoče nekaj ni dogajalo. Izbira enega novinarja se mi zdi pa res nekako bizarna za ta primer. No, sej po mojih informacijah je vsaka od obeh teh političnih grupacij, SDS in pa Socialni demokrati, teh velikih političnih grupacij, ki so v Evropskem parlamentu, dobila možnost predlagati dva kandidata, potem so se pa gore odločili za enega. In zdaj SDS je seveda predlagala Anžeta Logarja, pa Branka Grimsa, ampak na koncu je potem šel Anže Logar, no, takšne so moje informacije. Zdaj Socialni demokrati so predlagali Matjaža Nemca, podpredsednika Evropskega parlamenta, ki pa naj bi zavrnil odhod v Bruselj, mogoče po tej logiki, o kateri sta zdaj tukaj vidva govorila v teh prvih komentarjih. Zakaj se je nenadoma pojavil, oziroma zakaj Socialni demokrati kot politična stranka predlagajo tja nekoga, ki je pravzaprav novinar, je pa tudi meni ni jasno. Predvsem je bil pa zelo nenavaden nastop. Saj se to že sama ugotovila. Mekina je bil pravzaprav tam kot nek odvetnik, kot nek PR-ovec tega, kar se je pravzaprav dogajalo v Novi Ljubljanski banki, tako da tisti, ki smo gledali, smo videli, da so bili celo nekateri evropski parlamentarci razočarani. No in to seveda postavi sploh njega kot novinarja in Mladino kot nek medij v neko čudno luč. Ob tem, kar je dejansko že povedal Bernard, Nova Ljubljanska banka je bila vrsto let, mislim, da do nekaj mesecev nazaj celo posredni lastnik Mladine. Ampak zdaj, poleg tega je pa zanimiva še ena konotacija, te obtožbe, ki so se začele dogajati med to obravnavo. Levi del politike je očital SDS-u, da blati državo v tujini, za tem nastopom v Bruslu. SDS je pa vračal udarce za tem, da je pač očital levici, da poskuša braniti kriminal njihovih ljudi v Novi Ljubljanski banki. Kako pa vi da gledate na te očitke? Jaz sem zdaj to zelo malo poenostavil, približno tako je to bilo. No, jaz mislim, da je, če lahko, Bernard, jaz mislim, da je odločitev SDS-a, da odpre to temo v Evropskem parlamentu notranje politično bila seveda tvegana. Interpretacija slovenske javnosti namreč ne bo temeljila na dejanski vsebini in dejstvih, ampak bo temeljila na interpretaciji slovenskih medijev, ki so seveda takoj začeli poudarjati, da gre tle za izdajo, za blatenje naše države drugot. Ampak tle je razumljiva frustracija glede na to, da se v Sloveniji nič ni zgodilo. Torej, odkrije se mega afera in nič se ne premakne. To bi ti, sam sem hotel še vmes dodati, se mi zdi pomembno. Bil je tudi neposreden prenos na enem od spletnih portalov Evropskega parlamenta in da je bilo kar solidno visoka gledanost, vse v primerjavi z nekaterimi drugimi prenosi. Hkrati pa, koliko sem pač jaz opazil, noben od slovenskih večinskih medijev tega v principu med samim potekom ni spremljal. In tudi je mogoče zanimivo to, da so praktično vsi poslanci levice v Evropskem parlamentu, se pa Weigl in drugi, Tanja Fajon in tako dalje, so v bistvu bojkotirali to debato. Mislim, da vsi poslanci SDS-a so bili, bil je tudi France Bogovič, ni pa bilo Lojzeta Peterleta. Tako da očitno je šlo za neko načrtno, bom rekel, politično operacijo. Jaz mislim, da je zelo žalostno, da se politizira tako eklatantno kaznivo dejanje, kot je pranje denarja. Tu mislim, da bi moral biti obči interes takšen, da se take stvari ne bi dogajale, zlasti ne v neki kvazi sistemski banki. In moram reči, da sem izjemno razočaran nad tem obnašanjem in medsebojnim obtoževanjem. Dejstvo je, da se potem, ko se je ta kriminal stoletja odkril, ni zgodilo nič, se pravi, da organi pregona niso naredili nič, organi odkrivanja nič, se pravi, tu je po celi vertikali zatajila slovenska država. Jaz mislim, da sta pri tej aferi manj pomembno ta, bom rekel, daljnostežne teze o tem, da
je šlo za podpiranje iranskega jedrskega programa oziroma financiranje bodisi Hezbolaha, bodisi Hamasa. Mislim, da je to opomba pod črto. Veliko bolj pomembno z slovenskega vidika je, kako se je to lahko dogajalo v največji državni banki kar 2 leti, da je šlo za, mislim, da skoraj 10.000 transakcij za milijardo evrov, to je ena dimenzija. Druga dimenzija, se pravi, poleg te korupcijske, je pa dimenzija popolnega državnega infarkta, da so gospod Klemenčič kot predsednik takratne komisije za preprečevanje korupcije ni naredil nič. Urad za preprečevanje pranja denarja ni naredil nič, kriminalistična policija nič, NPU, ki v primeru Novič obsoja vnaprej gospoda Noviča kot morilca, ni naredil do danes nič. Skratka, imamo popoln infarkt države in po mojem je edina logično, da se pa morda obvesti mednarodno javnost, če ravno ta mednarodna javnost niti ni tako mednarodna, glede na to, da smo vendarle del te evropske družine, kakšno državo imajo za članico, da se 10 let po vstopu v Evropsko unijo dogaja kriminal najhujših razsežnosti. Ampak zdaj, če se za hip recimo vrnemo spet nazaj na to soočenje, pa na te interpretacije te debate, oziroma ne soočenja, te debate v Bruslu, zakaj je možno recimo, da se razprava v Evropskem parlamentu, oziroma v Evropski uniji, ki je pač Slovenija članica te Evropske unije, lahko tolmači kot neke vrste izdaja? Oziroma pač pranje umazanega perila pred tujo javnostjo in podobno. Zato, ker je to najlažje, ker javnost kupi takšno etiketo. Torej, jaz mislim, da je glavni problem, če se tu navežem na to, kar je prej Bernard izpostavil. V primeru Patria so tudi, kako bi rekel, slovenski novinarji pa slovenski preiskovalci nastopali v dokumentarcu, ki je prišel iz Finske. Ali pa, ko je treba kako sporočilo lansirati prek, ne vem, kakšnega hrvaškega ali srbskega časopisa, pa se preseli potem v Slovenijo. Torej, tudi levica seveda te zadeve počne, ampak jih počne ali prikrito, ali pa svoje zadeve opravičuje. Če se navežem na to, kar je prej Bernard povedal, potem, ko se je odkrila ta afera, je seveda bizarna reakcija ne samo celotne slovenske levice, ampak predvsem medijev, ki se obnašajo do te zgodbe od prvega dneva na takšen način, da bi jo kolikor se le da minimizirali. In tu kaže neko nelagodje, kaže, da je tle dejansko bil popoln kolaps sistema v tem primeru. Jaz se spomnim, v tistem obdobju je krožilo precej ljudi, ki je skušalo najti vezo na kaki banki, da bi odprli nerezidentni račun za nekoga, ki ima denar v London Cityju ali kaj podobnega. In se spomnim, da takrat praktično ni bilo variante, da bi se taki računi lahko odpirali. Kar pomeni, da je ta konkreten primer, ki je bil odkrit, dejansko nek unikum in zagotovo ni šel skozi, ne da bi nekdo izjemno visoko dal zeleno luč. Pa tle visoko ne mislim toliko v, dajmo reči, formalni politiki, torej jaz mislim, da nihče ni vprašal Boruta Pahorja, ker ga za nič niso spraševali, ampak v tisti politiki, ki ima v Sloveniji realno moč. In to pomeni, da je razkritje vseh detajlov tega primera izjemno pomembno za to, da razčistimo situacijo v Sloveniji in da se malo bolj tudi osvetli način delovanja globoke države, stricev iz ozadja ali kakorkoli želite temu reči. Ampak zakaj to nelagodje medijev? Vse novinarji bi po defaultu, to je fantastična zgodba. Najprej zato, ker je to afero odkril SDS in ker je Anže Logar fenomenalno vodil celoten mandat to preiskovalno komisijo in seveda si levi mediji ne želijo glorificirati poslanca SDS-a. No, temeljno vprašanje zame je, ali je v nacionalnem interesu slovenske države prikrivanje tega kriminala najhujših razsežnosti. Moj odgovor je jasen ne. V nacionalnem interesu je, da se takšne prakse prekinejo, da se prekine zloraba bančnega sistema za gospodarski kriminal najhujših razsežnosti. Vemo, da je Nova Ljubljanska banka sistemsko korumpirana banka, ki je vpletena tako rekoč v vse
korupcijske škandale samostojne Slovenije, tako rekoč je bankomat Foruma 21 in v tej luči jaz vidim te poizkuse prikrivanja pa z argumenti tu kvokve, češ, da so tudi v drugih državah prali denar, to preprosto ne more biti argument. Nacionalni interes Slovenije je, da imamo zdrav bančni sistem, nacionalni interes Slovenije je, da imamo organe pregona, ki zaznavajo kazniva dejanja, jih tudi preganjajo. Tisto, kar je najhujše, je, da očitno imamo sistemski infarkt, kjer po vertikali ta globoka država Moram te za hip prekiniti, Bernard, ker gremo na oglase, pa se vrnemo takoj k Iran, NLB Gateu po oglasi nazaj.